V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Lepo pozdrav. Bomo na začetku skupaj smolili z Božino, pri adventnem venčku. Je angel Gospodov z nami Mariji, spočila je od Svetega Duha. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni. Amen. In beseda je meso postala, med nami prebivala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Berilo iz knjige preroka Izaije. Tolažite, moje ljudstvo, govori vaš Gospod. Govorite hčeri jeruzalemski nasrceni, kličite, da je njena tlaka dokončana, da je njena krivda poravnana, ker je prijela iz Gospodove roke vojno kazen za svoje grehe. Glas kliče, v pustini pripravite pot Gospodu, zravnajte v pustini cesto našemu Gospodu. Vsaka dolina naj se dvigne in vsak rit in grič naj se ponižata. Kar je v jugostu naj bo ravno in grebeni naj bodo ravnina. Razodelo se bo Gospodovo veličastvo in videlo ga bo naenkrat vso človeštvo. Kaj ti Gospodova usta so govorila? Povzpni se na visoko goro, znanilec veselja Sion, močno povzdigni svoj glas, znanilec veselja Jeruzalem. Povzdigni ga, ne boj se. Povej judovskim mestom, glejte vaš Bog, glejte, Gospod prihaja z močjo, njegova roka vlada zanj. Glejte, njegovo plačilo je za njim, njegovo povračilo pred njim. Svojo čredo pase kakor pastir, jo zbira svojo roko. Jagnete nosi v svojem naročju, počasi vodi doječ. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev, pokaži nam Gospod svojo dobroto. Pokaži nam Gospod svojo dobroto. Poslušam, kaj govori Gospod Bog svojemu ljudstvu. O miru govori svojim zvestim. Da res blizu njegova rešitev za tiste, ki se ga bojijo, in slava bo prebivala v naši deželi. Pokaži nam Gospod svojo dobroto. Dobrota in zvestoba se bosta srečali, pravičnost in mir se bosta poljubila in zemlje bo pognala zvestoba, z neba se bo sklonila pravičnost. Pokaži nam Gospod svojo dobroto. Gospod nam bo izkazal dobroto. Naša dežela bo dajala obilen pridelek. Pri njim bo šla pravičnost in utirala bo njegovim korakom. Pokaži nam Gospod svojo dobroto. Berilo iz drugega pisma apostola Petra. Tega, ljubi, ne smete prezreti. Pred Gospodom je en dan kakor 1000 let in 1000 let kakor en dan. Gospod ne odlaša glede obljube, kakor nekateri mislijo, da je to odlašanje. Ne le potrpežljiv je z vami, ker noče, da bi se kdo pogubil, temveč da bo vsi dosegli spreobrnenje. Prišel bo pa Gospodov dan, kakor tat.
Tedaj bo nebo s hrumom prešlo, prvine se bodo ognju razkrojile, zemlja in dela na njej pa bodo razkrita. Kako prav je torej, da živite sveto in res pobožno, če se bo vse to razkrojilo, da čakate in pospešujete prihod Božjega dne, zaradi katerega bo nebo zaplemenilo in prešlo in se bodo razžarjene prvine topile. Mi pa po njegovi obljubi pričakujemo nova nebesa in novo zemljo, v kateri biva pravičnost. Ljubi, ker to pričakujete, se potrudite, da vas najde v miru, brez madeža in brez graj. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze in vse človeštvo bo videlo, kako nas Bog rešuje. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina, kakor je zapisano pri preroku Izaiju. Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi, pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Tako je nastopil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst preobrnenja v odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli leti. Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je: za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Kot sem rekel, smo v drugi adventni nedelji, vedno bližje Božiču. Danes bomo razmišljali o upanju, o veselju. Upam tudi, da se je Sveti Miklavž oglasil v vaših domovih, da so vam tudi danes zjutraj, ko ste morda zagledali darila, da vam je tudi vlilo veliko upanja, zadovoljstva, da vam tudi to lahko polepša nedeljski dan, da vas imajo bližnji radi, da se lahko poveselimo. Pa pojdimo na današnja berila. Prvo berilo se začne s čudovitimi besedami. Tolažite moje ljudstvo, govori vaš Bog. Govorite ščeri Jeruzalemski na srce in ji kličite, da je njena tlaka dokončana. Prerok Izaija daje upanje Izraelcem, ki so v izgnanstvu v Babiloniji, da je napočil čas, da se vrnejo v Jeruzalem. Dolga leta so bili v Babiloniji, zdaj se pa lahko vrnejo. Veseli se vračajo nazaj v Jeruzalem. Niso se predali v upo na tuji zemlji. Imeli so upanje, da bo enkrat napočil čas njihove vrnitve. V drugem berilu pa imamo apostola Petra, ki opominja ljudi, da naj živijo sveto in pobožno, da ko bo prišel Gospodov dan, da ko se bomo srečali z njim, da nas najde brez madeža, brez greha. Apostol Peter vabi ljudi k spreobrnenju. Tako kot smo slišali tudi v evangelskem besedilu, kjer Janez Krstnik prav tako vabi ljudi k spreobrnenju. Veliko ljudi prihaja k njemu,
in se mu daje krstiti in tudi mu priznavajo svoje grehe, in se lahko človek tudi spreobrne. Pa pojdimo nazaj na upanje. V življenju brez upanja si je težko predstavljati, da človek sploh lahko gre naprej, še posebej v današnjem času, v tem času virusa, ki nam že od začetka marca zaznamuje življenje. Lahko rečemo, da je zelo, zelo drugačno življenje, ali pa ni normalno, ali pa ni naravno. In še kako pomembno v tem obdobju, da imamo eno upanje, da zmoremo iti naprej. Zelo pomembno se mi zdi v tem obdobju, da pogledamo res, s čim se hranimo, kaj nam daje tisto upanje, da človek lahko gre naprej. Sveti Ignacij v načelu in temelju pravi, da naš cilj je Gospod in da naj stvari opuščamo, tiste stvari, katere nam ne pomagajo k temu cilju, in da tiste stvari, ki nam pomagajo, da se naj poslužujemo. Tako tudi mi, če nam kakšne informacije danes, da nas vznemirjajo, jemljejo upanje, jemljejo življenje, boljše potem ne gledati ali pa zmerno gledati stvari. In predvsem, da smo pozorni na tiste stvari v življenju, ki nam dajejo upanje. Včeraj smo imeli mladinsko skupino, pa smo brali tudi ta evangelij, pa smo razmišljali, kaj pa nam daje tolažbe, kajti upanje je tudi, bom rekel, tista ena vrsta tolažbe, ki nam daje, da lahko človek sploh gre naprej, torej kaj nam daje, kaj nas tolaži v življenju, kaj nam daje veselje, kaj nam pomaga, da živimo, polno se živimo življenje. Pa smo ugotavljali in ugotovili, da so to naši odnosi z ljudmi, da nam dajo življenje, naše družine. Tudi nekateri so rekli, da tudi določene aktivnosti ali pa ko eno delo naredimo. Lahko rečem, jaz sem bil tudi vesel, s patri smo tukaj obnavljali pikalnico, pralnico, je eno zadovoljstvo na koncu, ko neko delo narediš, veselje, tudi eno upanje, da je lepši prostor. Ali pa tudi dovolj spanja, če človek dovolj naspanja, mislim, da tudi drugače lahko upa, kot pa da je zaspan ali pa ima premalo spanja, ali pa recimo dobra hrana. Karkoli, jaz mislim, da je zelo pomembno, da vsak človek pri sebi ve, kaj mu daje življenje, eno upanje. Obenem včeraj, ko sem razmišljal o tej temi, kaj naj povem, mi je na misel prišla knjiga od Eti Hillesu. Večkrat sem vam že govoril, naslov je Pretrgano življenje. Mislim, da vsaj dvakrat sem že to omenjal, če ne večkrat. Jaz mislim, da ena dobra knjiga v tem času nam lahko tudi da veliko upanja. In jaz mislim, da ta dnevnik njen v tem obdobju zelo prav pride. Jaz sem že 3-krat knjigo prebral. Govori o Židini, ki živi na Nizozemskem v času druge svetovne vojne. So njeni zapiski zadnjih 2 let pred njeno smrtjo v koncentracijskem taborišču. In ona je vedela ali pa čutila, doživljala, slutila, da bo enkrat napočil v bližnji prihodnosti en čas, da odide iz tega sveta, da bo umrla, da bo morda tudi trpela. In knjiga prikazuje njeno pot do Boga, kako je Bog pomagal, da je začela drugače na stvari gledati, kot čisto na začetku, da je tista vera in odnos z Bogom, da se je spreobrnila svoj notranji svet, kako pomembno je danes pozitivno mišljenje. In kar je nekaj lepih, spodbudnih njenih misli, ko pravi, da trpljenje, da je dobro človek, da ga sprejme in da vseeno potem nekako gre naprej in v Bogu najde eno tolažbo, eno moč, eno upanje za naprej.
mislim, da vsak izmed nas v določenem trenutku življenja, ko ne vidi nobenega izhoda, da je res Bog lahko tisti, ko začutimo njegovo bližino, da nam vzame, pa ne da nam vzame vse tisto breme, ampak da jo lažje nosimo, da vidimo, kaj je pomembno v življenju. Da je Bog, ko presega vse tisto slabo v nas, da človek lahko sploh gre naprej. Tako da vam polagam v srce, če imate čas in voljo pretrgano življenje na naslov knjige, se splača prebrati tudi v tem obdobju koronne krize. Nekaj spodbudne misli tudi za življenje, tudi za druge, ko beremo, tudi za druge lahko dajemo. Tolažite moje ljudstvo, kot govori, kot smo slišali v prvem berilu.